Lepo pozdravljeni na konferenci Vodenje za dvig organizacijske energije. Danes bova z vami Nadja Dabo in Daniela Brečko. Dobrodošli, lepo pozdravljeni na letnem dogodku Vodenje za dvig organizacijske energije. Dobrodošli vsi, ki se zavedate, kako pomembna je pravzaprav organizacijska energija in kako pomembno je gospodarjenje z organizacijsko energijo. V bistvu organizacijsko energijo v Sloveniji podrobno merimo od leta 2016, prej smo imeli pa posamezne merjenja, ki so pa segajo že v leto 2009. Zdaj, kaj je organizacijska energija? V bistvu jaz jo imenujem ali pa nekako najbolje opišem tako, da je kombinacija navdušenosti, pa tudi osredotočenosti je zelo pomembno in povezanosti zaposlenih, lahko bi rekli tudi neke vrste nevidna sila, ki pa potrjeno vodi do inovacij, višje produktivnosti, učinkovitosti in pa trajnejših rezultatov. In jaz verjamem, da kar lahko merimo, lahko tudi izboljšamo in s tem namenom tudi merimo. Ja? Prav ta misel nas tudi vodi pri ustvarjanju učinkovitih programov za dvig organizacijske energije. In v naši družbi smo razvili kar nekaj inovativnih programov usposabljanja, ki so namenjeni prav temu cilju. Naj samo nekaj omenim. Prvi je zagotovo gospodarjenje z organizacijsko energijo, program, ki je namenjen vodji. To sodi tudi program čustveno inteligentne komunikacije s poudarkom na medosebnih odnosih, reševanju konfliktov in ustvarjanju pozitivnega vzdušja. Omenila bi tudi program premagovanja komunikacijskih silosov in sodelovanja med oddelki, ker namreč opažam, da je kar veliko vrtičkanja, še po domače rečeno, v slovenskih podjetjih in dejansko želimo s tem izboljšati pretok informacij, krepiti medoddelčno sodelovanje in seveda vzpostaviti kulturo odprte komunikacije. Tudi vodenje s pomočjo coachinga bo zagotovo v bistvu hit tega leta ali pa mogoče bi moral biti že prejšnjega. Ampak ja, v bistvu vodje želimo naučiti, da spoznajo, da je tudi coaching pristop k vodenju tisti, ki zagotavlja bolj učinkovit razvoj potenciala zaposlenih, kar je ena izmed njihovih glavnih nalog. Lahko bi še omenjala tudi mogoče še več programov, samo še mogoče enega omenim, in sicer program upravljanja osebne energije in upravljanja s stresom in izgorelostjo, kjer spodbujamo predvsem v bistvu razvoj tehnik, pa tudi naučimo tehnike ljudi za boljšo odpornost, ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Naša vizija ostaja trda in jasna. Z merjenjem organizacijske energije razvijamo podporne programe za trajnostno rast in vam pomagamo uresničevati vaše cilje. In danes bo zato že prva priložnost. Verjamem, da vas bo današnje srečanje navdihnilo in da postanete še boljši gospodarji najprej svoje osebne energije in potem seveda, da boste znali smelo upravljati tudi energijo v vaših timih, v vaših organizacijah. Današnji dogodek bo moderirala, vodila Nadja Dabo. Nadja je v bistvu diplomirana psihologinja in študentka magistrskega programa Fakultete za psihologijo v Mariboru. Tako je tudi članica Društva psihologov Slovenije, Slovenskega coaching združenja. In v Slovenijo je prišla pred 10 leti. Tako bom rekla, mi je zaupala, sem rekla, Nadja, kaj ti naj še kaj več povem o tebi? In je rekla, da ne rada govori o sebi, ne? In da rada pa pokaže vse svoje talente. In danes boste videli, kaj vse zmore. Hvala lepa. Ja, tako da želim vam navdihujoč dan in seveda dajmo preplesti naše dobre energije. Hvala. Hvala vam za prijaznost in za dober odnos. Dogodek Vodenje za dvig organizacijske energije je tradicionalni dogodek navdiha, kjer predstavljamo trende in nova dognanja na področju ustvarjanja energijsko spodbudnega delovnega okolja. Programske vsebine pokrivajo področje energijskega vodenja, skrbi za lastno osebno energijo ter well-beinga na delovnem mestu. Dogodek bomo sklenili s podelitvijo certifikatov dobre energije in slavnostno otvorili z glasbo Kraljico umetnosti. Glasba Kraljica umetnosti je kot valovanje energije, ki prehaja skozi naše srce. Mislim, da to se strinjate. Njeni ritmi so utrip življenja, melodije pa vetrovi, ki nas nosijo skozi čustva in misli. Tako kot energija, ki povezuje in oživlja vse okoli nas, nas glasba navdihuje in združuje. A prava moč glasbe je v njeni usmerjenosti v človekovo notranjost, kjer lahko, če ji to dopustimo, pripravlja temelje za našo rast, pravi Tomaž Bolje, direktor zavoda Gallus Carneolus in ustanovitelj Gallusovega sklada.
ki nas bo z nekaj izbranimi besedami popeljal v svet glasbe iz odra Galdosovih izbrancev. Bi lepo prosila gospoda Tomaža Bole na naš oder, a vas bi prosila za aplavz. Hvala, me veseli še enkrat. En lep pozdrav vsem skupaj. Gospa Nadja je tako lepo povedala, da ne vem, kaj bi še dodal. Ampak bi pa povedal mogoče eno malo kratko zgodbo za uvod, kako sem se spoznal s tem, da je glasba res pomembna in da jo premalo znamo uporabljati tam, kjer bi jo lahko zelo veliko. Namreč takrat nekje tik pred osamosvojitvijo ali pa osamosvojitvi je prihajal v Slovenijo antropozof in učitelj valdorske pedagogike Wolfgang Findeisen iz Nemčije. On je imel izjemno znanje in mi je tudi veliko lepih stvari povedal. Nekako je mi položil na dušo, da bi se moral vsak poslovni dogodek, vsaka konferenca, vsako tako druženje ljudi, ki ni namenjeno poslušanju glasbe, vendar je namenjeno neki duševni in duhovni sinergiji, da bi se moral začeti z glasbo zaradi tega, da se ljudem prisotnim desna hemisfera malce odpre in se v njih prebudi ustvarjalni duh tako poslušanja kot razmišljanja in seveda tudi sodelovanja na tem dogodku. To bi bilo mogoče za ta prvi del in kolikor mi uspeva in sem vedno hvaležen vsem tistim, ki prisluhnejo temu, da uvrstijo na začetek dogodka dovolj je par minut glasbe. Ampak to je tisto, lahko bi temu rekli tudi meditacija, lahko bi pa rekli, da se prepustimo glasbi, da seže v naše srce. Drugi delček, ki bi ga pa rad povedal, je pa ta, kako poslušati. Prejle, ko smo se z dr. Hosto še pri omizju pogovarjali, sem mu povedal, da logija je za mene nekaj, kar ločuje, kar je bolj materialnega značaja, zofija je pa tisto, kar je bolj duhovnega. No in sam sem se srečal z metodo, ki je pri nas dokaj nepoznana, to je muzikozofija. Muzikologi razčlenjujejo skladbe in na tak način, pravzaprav, kot se rekel, jaz se rad pošalim, da jih razsekajo, medtem ko muzikozofi se pa poglobijo v to glasbo in na povsem drugačen način pravzaprav posredujejo te svoje izkušnje poslušalcem. Dovolj, da vas s tem seznanim, da to obstaja. Vendar, če boste kdaj naleteli na muzikozofijo, vam priporočam, da se ji malo posvetite. Namreč gre za to, kako poslušati tisto glasbo, ki vam je, predvsem gre tukaj za klasično glasbo, ki je bila predvsem v preteklosti napisana pravzaprav za današnji čas. Tako, s tem bi jaz zaključil. Jaz sem še enkrat res hvaležen tudi Danieli, da je pravzaprav sodelujeva že tudi mislim, da skoraj 30 let in da je ena tistih, ki je z veseljem prisluhnila in tudi vključuje glasbo v svoje dogodke. Hvala vam. Prepustimo se sedaj torej za nekaj trenutkov energije glasbe. Pozdravljeni, sem flavtistka Hanna Žvagan. Zaigrala vam bom pa dve skladbi. Prva skladba je solo skladba skladatelja Clauda Debussyja, Syrinx. Druga skladba je prav tako solo skladba Marine Maré, skladatelja z naslovom Les Folies de Espagne.
Res je kurja pot od take glasbe, ne? Najlepša hvala vam. Malo bi predstavila, vodenje za dvig organizacijske energije je ustvarila Hanna Žvagen. Hanna Žvagen se trenutno izobražuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorici dr. Karolini Šantl Zupan. Svojo glasbenu pot je začela na glasbeni šoli Škofja Loka v razredu profesorice Ane Kavčič-Pucihar. Nadaljevala pa jo je na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana pod mentorstvom profesorja Mateja Grahka. Dodatno je že v glasbeni šoli pričela z obiskovanjem pouka klavirja v razredu profesorja Tilna Draxlerja. Že kmalu se je začela udeleževati glasbenih tekmovanj. Na tekmovanju pihalcev v Požarevcu je osvojila prvo nagrado. Na mednarodnem tekmovanju Svirel je osvojila 2 zlati priznanji. Na 23. mednarodnem tekmovanju Zgulda v Latviji je osvojila 3. mesto in prejela zlati plaketi na tekmovanju mladih glasbenikov Temsik leta. Redno se izobražuje pri svetovno uveljavljenih flavtistih. Mislim, da od vsakega predavatelja mi dobimo nekaj najboljšega. In najlepša hvala vam, da ste podarili danes nam taki čudoviti trenutek. Hvala vam in en aplavz za Han. Hvala. Hvala. Naša najpomembnejša energija so naši misli. Jasne misli, negovana čustva in izbrana vedenja. To je esenca osebne energije in energije vseh naših sodelavcev. V želji, da bi znali negovati in krepiti ta naš najpomembnejši vir, bomo naslednje minute posvetili raziskovanju odnosa med osredotočenostjo, fokusom in osebno energijo. Posebej v ta namen je dr. Milan Hosta pripravil unikatno predavanje Moč fokusa. Usmerjanje osebne energije za doseganje ciljev, čigar osrednja teza je, da je osredotočenost nadzorovana manifestacija energije. Način, kako jo usmerjamo v določeno nalogo, cilj ali miselni proces. Bolj kot je fokus jasen in intenziven, večji vpliv ima na našo produktivnost, kreativnost in čustveno stabilnost. Sporočilo, ki ga želimo predati, pa je, da smo sami odgovorni za upravljanje svoje osebne energije, kar nas vodi k večji osebni izpolnitvi in zadovoljstvu na različnih življenjskih področjih. Milan, mislim, da vsi smo slišali o njem, je vodja dihalnice in life coach na področju treninga odpornosti in osebnostnega razvoja. Je avtor priznane knjige Zadihaj in ustvarjalec inovativnega pristopa Alkimija in geometrija diha, ki dihanje preobrazi v močno orodje in vitalnost, notranji mir in izboljšanje osebne energije. Je tudi sodelavec za fakultete za vede o zdravju pri Univerzi na Primorskem, član slovenskega coaching združenja in združenja EMCC Slovenija. Je tudi profesionalni član Galileo Commission, ki raziskuje in širi meje znanosti, medicine in duhovnosti. Sodeluje z voditelji, športniki in organizacijami pri iskanju poti do trajnostnega zdravja in osebnega razvoja. Milan je ključni strokovnjak pri razvoju Flow Code metode za sistematični razvoj pretočne osebnosti in zdaj tudi mentor izobraževanja Flow Code po vsem svetu. Bi prosila Milana, da lahko stopi sem in malo več nam pove, pa aplavz. Najprej iskrena hvala Danijeli, v čast mi je, da si me povabila v tako izbrano družbo. In tudi hvala vsem predhodnikom, ki ste v bistvu že napravili uvodno intonacijo. Kako naj bi to izvenelo danes? Vsakič, ko se na tako stvar pripravljaš, sploh kaj malo drugačna, nova, jaz sem si tudi tako vzel, kje začeti, kako pravzaprav najdeti tisto vse, kar misliš, da lahko potem širiš tudi z drugimi skupaj in dopolniš. In eno je že naslov, se pravi moč fokusa, pozornost, osredotočenost in
sovpadajo nekatere stvari, če si dosti, bom tako rekel, pozoren, odprt, ko se kakšne stvari lotiš, kako pravzaprav se v tem tvojem polju zavedanja. Ne, mi smo pravzaprav, evo, to je bil zadnji del moje knjige, ne, mi smo poljedelci svetega. Mi smo delci v polju, v etru. In svetimo na nek način. Dejansko naši mitohondriji proizvajajo svetlobo. To je ta delček ATP, fosfat. Fosfor gori pri sobni temperaturi. In to tudi znanost danes dokazuje. Se pravi, kako svetimo na tem svetu, ki naj bi nam bil svet, saj drugega nimamo. In je sovpadalo nekaj stvari in dodal bi samo eno, zato sem prinesel tole črno skrinjico, ne, s sabo in da kot v bistvu primera povem na takem dogodku, da je v kratkem bo Slovenija tudi priklopljena, to je Global Consciousness Project 2.0, to je v bistvu random number generator, se pravi zbira naključne številke, to v svetu vodi HeartMath Institut, pa Princeton Univerza to potem raziskuje, kaj se dogaja potem, kakšen vtis polja kolektivnega se zgodi, ko se zbirajo po naključju številke, nič lepa enke. Ampak sem in tja se zgodijo močni dogodki v svetu ali pa recimo v naši regiji. In takrat ta aparat pokaže nek vzorec. No in zdaj bo Slovenija tudi vključena v to. Druga Danijela Debelič je iz Hrvaške, zdravnica, anesteziologinja, sicer dela v Saudski Arabiji, to vodi za Balkan, no in mi smo zdaj kot Slovenci tudi vključeni noter, da vidimo, ali znamo mi zavestno upravljati s tem poljem. To se je vedno dalo, danes je tukaj znanost že toliko dobra, da v bistvu to tudi drugače lahko utemeljuje, tako dajmo reči materialistično. Jaz sam sem pa to zgodbo za danes malo drugače nastavil, tole bom pa sam premaknil. Nekje pol urce vas vabim to mojo zgodbo. Kako zdaj usmerjati energijo, kaj to sploh je? In fokus, sem razmišljal, ok, fokus je tujka. Pozor, jaz sem športni pedagog po osnovni izobrazbi. Pripravljeni, pozor, zdaj. Ali si pripravljen, ja, na kaj? Ja, pozoren bo, ne vem, na šprint na 100 metrov, da vržeš žogo, karkoli. Pozor, pozornost. Jedro, koren besede je zor. Kaj si vzrl? V kaj zreš? Če ne pa izberi, ker v tem polju potencialnih možnosti, kvantnem polju, vesolju je vse v obilju. Vsi potenciali pravzaprav za karkoli, da se realizira, je na nek način dostopno. Seveda ne vsakomur in vedno, v vsakem trenutku. Treba se je uskladiti, harmonizirati. Tukaj smo imeli prej, kako je nek skladatelj zložil, skladovnica drv, ki jo zlagamo, oni pa note zlagajo in zvok zlagajo skupaj. In evo, Hana, iskrena hvala, lepo se me je dotaknil. Verjamem tudi, da je ta vtis v tem, dajmo reči, polju zdaj, že na nek način tudi okužen. Valovi to naše polje zdaj skupaj s tem. No in kam pa hočemo, kam pa gremo naprej? Če želimo biti uspešni v organizaciji delovni ali pa osebno, se je treba dobro vprašati. Izbrati pametno, modro. Ker modra kri teče od celic proti pljučem in ta gre ven. To je venozna kri. Naša znanost in mi smo vsi na tej rdeči, revolucionarni krvi. Ampak kako pa ti šteješ, kakšen vtis pa daješ, kaj pa pustiš za sabo? To je pa modra kri, to je pa venozna kri. To je ravno tako pomembna. In 2 leti sem delal v Turčiji, recimo tam pravijo, da nisi modre krvi, če ne poznaš 7 generacij svojega družinskega drevesa nazaj. Človek je zgodovinsko bitje. Duševnost, naša duša je zgodovinske narave. Je brezčasen, izven tega, telo je pa tukaj in zdaj. Je pa v prostoru in času definirano. Duševnost se pa lahko sprehaja po času. No in vidimo, se pravi,
kaj zdaj početi na tem svetu, kako zbrati za našo osebno moč ali pa organizacijsko in kolektivno. Dajmo malo odpreti najprej, sploh kje smo in kaj stoji zadaj. In vidimo, da v svetu, v tej naravi, so take luštne stvari, polžek, storž, vrtnica, sončnica, galaksija. Ampak na nek način to je že narejeno. Je nek ključ, po katerem se je to odvilo. In kako to interpretirati skozi matematiko, simbolne, skozi številke in neke formule, skozi geometrijo, ki nam da nek lik. Lik, lastnost lika je ličnost. Vemo, recimo, čez mejo na Hrvaškem ličnost je osebnost. In tukaj nas je tlele 30-40 likov, ki imajo svoje obličje. In če je to obličje lepo geometrijsko postavljeno, recimo po taki formuli, zlati rez, dobiš ven tisto, kar je prav in lično in je pravlično. Kaj pa to pomeni za nas uporabno? Menedžerje, vodje, ljudi, za družinsko vodenje konec koncev. Glejte, kot ena celota se zrcali na drugi strani, se podvoji, rodi novo enko, dajmo tako reči. 1 plus 1 ti da 2. 1 plus 2, zdaj smo v dvojki, 2 plus 1 pravzaprav, tisto, kar je bilo prej, ti da 3. 3 plus 2 ti da 5. In greš tako naprej. Se pravi, kaj nam ta inteligenca narave pove? Kako greš lahko naprej v življenju? Tako da korenito sprejmeš, kje stojiš. Svoje korenine sprejmeš, kje si prizemljen. To je to, se pravi, če sem jaz v trojki, tukaj stojim, to je zdaj moja realnost, moja sedanjost in hočem iti korak naprej, kako ga lahko naredim? Da se odrinem od te podlage. To je moj svet. In naredim korak naprej v nov svet. Samo na tak način greš lahko naprej. Zato, ker ko narediš korak naprej, tista trojka postane prej, tvoja zgodovina. In če hočeš iti še naprej, zdaj si v petki, moraš kaj narediti? Iz petke se odriniti, sprejeti realnost taka, kot je, in vzameš to podlago, petko naprej in trojko, naprej in si v osemki. Sprav, preteklost se vedno na nek način vtika v podlago. Če pa ne sprejmeš, greš pa korak naprej. Recimo, da smo v petki, pa trojke ne sprejmeš, zato ker ti ni posel uspel, ker je kriza, ker imaš doma odnos, ker je ločitev ali karkoli, in se s tem ne sprijazniš in ne sprejmeš radikalno, radikalno pomeni korenito, potem pa petki prišteješ manj kot 3. In je naprej osemka, ni več osemka, ampak je 7, in ne dobiš ven lepe oblike. In lik, v liku je ličnost in v liku je odlika. Kaj pa lik naredi, ima pa svojo odliko. In tvoja odlika je potem taka, kot je. V besedi imamo vednost noter, v slovenskem jeziku zelo močno. Torej, kaj to pomeni? Ne si delati stvari v nahrbtnik, pa jih pol nositi s sabo, ker bo vedno težji. Tle, kaž boš hodil po svetu, bo težje. Korenito, poglej, kje stojiš, sprejmi to, kar je, potem pa poišči svoje vire. Vire, ki ti bodo dali moč za nov korak naprej. In te viri so lahko v umu, ta ni v glavi. Uma ni v glavi, možgani niso ali pa v srcu. In ta srce ni zdaj tukaj noter, ampak je duhovno srce, dajmo tako reči. In dobiš, ker srce ima svoje živce in na nek način svoj svoje možgane, svoj In greš do uma srca in od tam deluješ. In to je pravzaprav najboljša pot, kako vedeti, kako naprej, da bo lično in da bo prav.
Zgodba, ne, kot smo rekli, jaz kot filozof, seveda Descartes je znam potem izrekel cogito ergo sum, mislim, torej sem, oziroma zavedam se, torej sem. Ne. Ampak, če se malo poigramo z besedami, energija, ki je danes tisto, pravzaprav ne, središče naše pozornosti in kako jo usmerjati, kako se meri? V džulih so nas učili v šoli, ampak stara enota je pa erg, ERG, enota za energijo. Ne, in en erg šteje pač eno, ne, ena enota energije. Torej, če se malo obrnemo te stvari, ne, erg, energija, sem. In smo, mi smo dejansko v bistvu energija. Se jo merimo tudi. Oziroma, kako se počutite? Petek je fino, je zbrani smo, ne? Je veliko energije. Lahko si pa včasih, imaš pa prazno baterijo. Ja, pa imaš prazno socialno baterijo. Pa imaš prazno telesno, gibalno energijo. Utrujen si, premakniti se ne moreš več. Imaš polno ustvarjalno energijo. Različne akumulatorčke imamo. In ta torej, ne, sem povlekel ven, to ni znanost, to je pač malo asociativnega mišljenja, torus. Torus je pravzaprav evolucija toka življenja, ko se obrne samo vase in postane torus. Torus je pravzaprav najbolj popolno geometrijsko telo in ga dobiš, ko se celice, če je to celica, 9-krat delijo. Boste pol proti koncu videli, tisti matrici, in ko se razdelijo, to je 2/9, dobiš številko 512, dobiš pravzaprav pogoje, da se zadeva lahko sama vase obrne. In to je torus tlele narisan, oziroma to je potem takole. To je to. Torus je vsak organ v našem telesu. Torus smo mi. Torus je vsaka skupnost. Torus je vaše podjetje, ki se samo vase obrača, ampak vedno znova dobiva tudi informacije od zunaj. Je preko membrane odprt v tem polju, kjer v bistvu je, obstaja, biva in sprejema nove informacije zato, da lahko se razvija. Zgodba. Naslednje poglavje. Erg je tudi izraz za peščeno morje. To nisem vedel. To sem danes spoznal zjutraj, ko sem to pripravljal še. Dobesedno puščava, kjer so sipine. In to nas vedno, ne, tudi to polje nas spominja na neko valovanje, čeprav je tam pesek, ampak zgleda, kot da valovi in to veter premika. In beseda polje je ena taka, ki lahko tudi veliko pove. Zato, ker ti daje širino ali pa neskončnost lahko. In polje obdelujemo. Recimo, včasih so kmete vprašali, koliko imaš sveta, ne, koliko imaš zemlje, koliko sveta imaš, koliko obdeluješ sveta. In če je to elektromagnetno polje, koliko sveta se zavedaš, koliko zavedanja imaš. In to erg, ne, v bistvu delo, se potem izkaže tudi v sili, ker v bistvu za to gre. Energija kot taka, ker iščejo definicije, energija je pravzaprav sposobnost za delo, za upravljanje dela. Koliko imaš energije, koliko si sposoben narediti. Sprav, treba jo usmeriti in nekaj zmaterializirati narediti, nekaj praktičnega, dajmo tako reči. No, in dina je pa sila, stari izraz, in te meritve se ne uporabljajo. Se pravi, danes je enota za energijo joule, za silo pa newton. Ampak stare enote so pa erg pa dina. In gre za to, kakšen pospešek lahko daš tej masi. Koliko si to sposoben narediti. In če gremo še malo to postaviti v kontekst, v tem drugem poglavju. V bistvu imamo v znanosti, ki nam razlaga, kdo sploh smo mi, kje mi obstajamo, v kakšnem svetu živimo, kaj je jedro tega elektromagnetno sevanje, elektromagnetno valovanje, polje elektromagnetno. In to je na nek način razpoložljiva potencialna elektromagnetna sila, preko katere se prenaša tudi informacije. Forma angleško v bistvu pomeni oblika, form, oblika. Se pravi, mi preko magnetizma prenašamo
like. Simbolno, kaj naj bi se pokazalo. Na drugi strani, spet drugi izraz za podobno zadevo je eter. In mi zadnjih 100 let živimo pravzaprav to elektromagnetno realnost. In potem želimo to energijo zbirati preko žic in tako naprej. To je elektrika. In pol se, ko jo prizemljiš, se spostavi še magnetizem pod kotom 90 stopinj. In morfogenetsko polje. Elektromagnetno polje, ki privlači ali pa odbija. No, ampak če pa razmišljamo v kontekstu etra, smo pa dobili malo drugačno zgodbo. Je pa to vse prisotno. To je tako kot riba v vodi, živi in voda je njen medij, eter je naš medij. Je tista umestnost, da vse lahko se staka in pretaka in tako naprej. In eter v ezoteriki v bistvu gre za teh 5 elementov. Eter vsebuje še 4 elemente. In to so zrak, ki mu lahko rečemo tudi nosilec zvoka. Da vi mene zdaj slišite, molekule v atomčki v zraku trkajo in potem se dotaknejo tukaj kladivca in to v vas sproži nek ritem in v možganih to potem se sprocesira in vi dobite besede ven. Fantastično, kaj se zgodi lahko. Potem ogenj oziroma svetloba. In bomo videli elektromagnetno polje, valovanje je tudi nosilec svetlobe. In to, kar mi vidimo, je zgolj, morda vidite, en majhen spekter vidnega sveta, pravzaprav mi vidimo. Obstaja pa še ogromno sveta, ogromno polje, se pravi, mi vidimo eno gredico, ki jo obdelujemo, to, kar je vidni svet. V bistvu poljane obstajajo, ki jih sploh ne vidimo in jih ne znamo obdelovati. Delujejo pa. Na to, kar zraste na tej gredici, deluje pravzaprav vse tisto, kar je okoli. Zemlja, snov, trda snov, materija, delci. To je pravzaprav tisti del etra, ki ima najmanj energije, najmanj se premika. Je pa najbolj viden, ker se svetloba odbija od njega in s tem tudi gnetljiv. In pa še voda kot univerzalno topilo. Voda ima svoj tok lahko, voda ima en kup enih za kemike anomalij. Recimo jaz, ki se z dihanjem ukvarjam, element vode je, ko v bistvu miruješ po izdihu. Se pravi, mi vdihnemo, to je element zraka, zadržimo element ognja, izdihnemo element zemlje in potem lahko čakaš v izdihu, po izdihu. To je pa voda. In tako se umiriš. In ko se voda umiri, mi smo 70-80% vode. Ko se trebušna prepona umiri, ker ne dihaš, trenutek. Ko se voda umiri, dobi kakšne lastnosti? Zbistri se. Vse, kar je v vodi, se posede glede na gostoto. Temu se reče exclusion zones. Ni nujno, da se zbistri, lahko kaj vmes ostane. Lahko težki delci dol padejo do dna. Se pravi, vidiš lahko do dna. Na vrh pa tudi preplava kdaj marsikaj, ker se voda umiri. Kaj pa gor plava? Ja, saj ste kar že povedali. Blato, kakšne take lahke stvari. In enostavno jih je treba pospraviti. In takrat, ko se človek umiri, recimo z dihalnimi vajami, takrat tudi pridejo kakšni skrbi, strahovi in tako naprej. Zato se mnogi ljudje sploh ne želijo umiriti. Kar naprej, kar hrčki, kar rečemo, podganja dirka. Potrošna, dajmo še to, še to. Lahko. Ja, sej bom počival na Havajih. Ne rabiš, veš, tam na Brezovci imamo jezero. Top. Sploh ni problem. Sploh pa ne rabiš kaj hoditi, zapri oči. Tukaj, zdaj. Itak dihaš. In zdaj uporabi ta svoj dih. Za svojo moč. Za kateri element ga rabiš. Če rabiš ogenj, če vas zebe, ali pa če rabiš strast, pa žar, pa moč. Ker ogenj ima lastnost ekspanzije. In osvetli. Vdihneš in zadržiš. In vidiš, kako se kar v tebi nabira. Raste napetost. Hkrati pa svetloba
osvetli lahko tisto, kar vzameš vase. Recimo, če kaj razmišljaš, mnogi ljudje vdihne pa neha dihati. Zato, da skristalizira, da vidi, kaj se mu je posvetil. Ali pa da ojača to svetlobo, ker malo se mu je sam posvetil, ampak ni mu še čisto jasno. Ogenj prinaša jasnost. Tako se diha, tako dihanje postane duhanje. No in če gremo naprej, na naslednjo zgodbo. Malo pospešen, čeprav ta je kompleksna. Vprašati se, kaj želim, kaj potrebujem, pa kdo in kaj sploh sem, kako je človek narejen. Jaz sem se s tem ukvarjal zdaj nekaj let in sem skušal na en tak plakat dati gor, ok, kdo sem sploh jaz. Kako sem sestavljen, ker na nek način, ko mi s svojim zavedanjem postavimo sebe kot objekt, vedno ta objekt deluje tudi kot simbol. Simbol česa je moje telo? Recimo, če ste brali Dantejevo Božansko komedijo. V srednji šoli smo jo brali, pa nismo vedeli zakaj, ampak jaz jo zdaj berem. Čist drugače. Oziroma ne rabim je brati. Zato, ker jo razumem skozi moje telo. Na katere 3 dele je razdelil ta svet Dante? Ja, kje bomo začeli? V peklu, ok. To je pod prepono. To je svet, ki je pod prepono. To je naše drobovje. To je naša komunala. Tam je ogenj in led v peklu. Scvrl se boš v ognju, zmrznil boš za večnost. Ne boš večnost tam dol nekje ostal. To so žleze, ki so gnevite, strastne in tako naprej. Prva čakra, če želite. In pa potem gor, preden se dvigneš v vice, te čakajo ledvice. In ledvice, nadledvična žleza izloča adrenalin pa kortizol. Kortizol pomirja vnetja. To vse dobro teče. To, kar rečemo stresni hormon, nič ni negativnega v tem. To je samo odziv telesa na situacijo. In ko greš v vice, imaš srce pa pljuča. Vice pa še svet duše, tam se trpi. Tam smo glih vmes nekje. In potem greš v nebesa. Pa raj. Vse lahko zbiraš. Vse v potencialu. Saj mi imamo zelo lep svet v potencialu. Jaz res rad živim. Ampak vidim, kako par potencialov še ni izkoriščenih, prizemljenih in zato se še naprej borim. In človek, glejte, je vpet v bistvu med nebesa pa zemljo dol. In zato, da pospešam, imamo tudi vodo noter element, ki je v ventriklih v glavi. Pazite, to je v bistvu tekočina, ki se je ujela v zarodek iz maternice. To je maternična tekočina. To je porodna tekočina, ki jo mi še vedno nosimo v svoji kraniosakralni tekočini, dajmo tako reči. Ta gre gor od možganov, tukaj noter v centralnem delu, in pa dol do trtice. Trta, nis trte zvito in vino veritas. Korenine moraš imeti tudi. Če nisi prizemljen, pol ne moraš dobro vibrirati. Ker vemo, kako struna, če je na eni strani vpeta v duha, v svet duha, v nebesa, v ki je v potencialu, se še prizemlji. In ko se prizemlji, lahko ti na to struno igraš. Kje igraš? Kar želiš. Če boš nizko dol igral, boš tako melodijo ven dobil, oziroma tone. Ali pa visoko gor in vmes so oktave. Jaz tega tako ne razumem kot naša Hana, ampak poskušam, nisem glasbeno izobražen, ampak ja, to je intonacija, to je uglaševanje. In Rumi je lepo rekel, naše telo je katedrala. To je kot flavta, prav rekel je tako, kot flavta. In igramo na naše organe, mi smo organisti, to so orgle. In mi imamo sinuse, ki ustvarjajo vibracije. In kaj najpomembnejše v bistvu, da res dojamemo, da srce je tisto, ki najbolje čuti polje in ima svoj svoje možgane. In če ti štartaš iz srca, potem srce pošlje, ker srce pošilja več informacij možganom, kot možgani srcu. Potem srce, ki je v skladu s poljem, ni samo tvoja gredica, desna možganska polovica, hvala, Tomaž,
Ja, desna tipa vse, leva je pa maskulina moška, zdaj pa pozabim, ne morem biti na vse, ne morem, daj napiš mi seznam za trgovino. Ne morem na vse misliti, kaj prideš je vse. Daj mi napiš kaj, zdaj pa ne bom občutljiv na vse ostalo, samo to bom domov prinesel. To je pa maskulini princip. Leva možganska polovica, desna je podprta. In ko to naredimo, ko štartamo iz srca, fokus, kje pa stojim? V srcu, ker tipam, ker čutam. In to, kar čutam, se interpretira najprej v možganih, v živcih srca. In če je to v redu, oziroma karkoli je, srce potem pošlje navodila možganom. In če smo na varnem, ne odreagiraš na možganskem deblu, to so te čisto osnovni preživetveni mehanizmi, ki so tudi zelo grobi, nizki dol, ampak višje gor. In če je to, kar srce je, kar ima čut za to, za sočutje, empatijo, zavedanje, povezanost, enost in tako naprej, pa lahko prideš do neokorteksa, do visokih možganskih valov, višje kot beta, gama in tako naprej. In tako potem deluješ. Mi imamo ves mehanizem noter. Cela uprava pravzaprav je tukaj noter. In jaz sem jo postavil v tako matrico, ker so časi tukaj divji. Danes se odločamo, a se bomo priklopili na srce ali pa na aplikacijo, tamle, ki nam jo ponujajo, mesečno članarino. In ker nisem dovolj dober, lejte me, kakšen sem, telo in tako naprej, a me lahko izboljšate. In tehnologija vdira vedno bolj v naša telesa. Na avtocesti, ki se peleš, Danci, Norvežani, sem prav vprašal, tam na Hrvaškem z opatije, tisto, kar je. Jaz sem dal kartico, on pred mano je uro nastavil, jaz prvič to videl, pa vem, da to obstaja, ampak z uro je plačal. Jaz dam kartico, pa vprašam, kako, pa tole pa že kar ne domače z uro, prav, to ni še nič, Danci, Norvežani, prst postavljajo. Čip imajo noter. Tukaj smo ljudje. To je izboljšan človek, to je kiborg človek. Tehnologija je bila in bo in vedno jo bomo zlorabljali in uporabljali. To moramo vedeti. Sam, če ti jo zlorabljaš, če si odrezan od srca. Zato, ker da si v stresu, ko vidiš, ne, ni mi to v redu, ni mi všeč. In tukaj bi rad tako menedžersko vam dal, pravzaprav kaj to je ta matrica, veliko tem ne bom. Aktivacijski potencial se dela tukaj. Občutki pa 4 plus 5 se sešteje v 9. 9 je taka številka, ki reflektira pa marsikaj dela. Se pravi, ja, imamo oboje in in občutke, srce. Oboje rabimo. Ker če ni uma, smo neumni. Zakaj? Ker če ni uma, ne znaš izbrati iz polja, kaj je v redu, kam iti naprej. In če ne znaš čutiti, si slep. Delaš na slepo. Ko to aktiviraš in si lahko, recimo, ni časa, ampak za domačo nalogo, kadarkoli, katerakoli odločitev, ideja kakšna je, ki sem jo izumil, naumil, domislil in tako naprej, pa kaj čutim s tem. To dvoje. In če imaš plus in plus, greš naprej. Če nimaš, ne čutim dobro, nimaš virov, ni dosti zaposlenih, ni trg še dosti izučen za tvoj produkt, karkoli. Ok, kaj pa če začnemo najprej seminarji, da jih sploh naučimo, kaj je to? Ja, s tem pa lahko, tukaj imam pa plus. In greš naprej, če je to aktivacijski potencial, da aktiviraš nekaj, da zvežeš skupaj srce pa greš v odločitveni potencial. A bomo to naredili? Odločimo se. In zdaj se pa tukaj gre na dve strani. Malo bolj kvantno, mehansko, tisto bolj empirično in to, ki je bolj v bistvu ezoterična, kjer gre za kakovost, gre za kvalijo ali pa za kvant. Ta kvantna mehanika danes, kvantna fizika pravzaprav zdaj prevladuje. Kje pa kakovost? Kje pa je kako? Kaj pa čutiš? Intonacija, a je na ta pravi ton udaru. Isto stvar lahko zaigraš, pa ne bi tako čutil. Ne vemo, lahko isto poveš nekomu, pa se boš skregel, ali pa bo rekel, oj, hvala ti, kje si bil toliko časa. Samo vprašanje, kako si mu to rekel. Zato ta kvalija prihaja v bistvu v naš svet. No in tukaj potem je, koliko imam energije,
pa kako s tem vibriram. Energijo se da zmeriti, koliko imam denarja, koliko imam ne vem česa, zaloge v skladišču, in pa kako to vibrira, kako pa to zmeraš. Ne da se zmeriti, to pa čutiš. Potem, ko si aktiviral, si preveril, a se bomo odločili, če imaš plus, imamo vire, tudi dobro se počutim s to spremembo, s korakom naprej, greš v realizacijo. Realizacija je na materialni ravni. Gibanje, dajmo to narediti. Stroje priklopiti, se zbrati, narediti in tako naprej. Zvok. V kakšnem tonu? Lahko prosim intonacijo na začetku, direktor, kdo to dela v proizvodnji, a bo to šlo, kako bomo to delali. Ni vse en, kako delaš. Zvok pravzaprav naredi odtis v vodi. Vse to je zdravje na nek način. Zavibriral. In potem, ko še to narediš, ko začneš delati, imaš gor svetloba pa obliko. Si nekaj ustvaril, oblika se je postavil in pogledaš, je ta lik v redu. Kako pogledaš, je tako, da posvetaš. Drugače ne bi videl. Preveraš in tako naprej. Tako da to pravzaprav je ena taka matrica, podlaga, matrica je maternica, kako se rojevajo nove stvari. In moraš oboje upoštevati. Saj tudi, ko, ne vem, recimo, smo se odločili, da bomo imeli otroka, seme, gre v maternico, sprejme in to se združi v jajčice pa seme in pol nekaj raste. Saj ne rečeš, priročnik, prosim, doktor, zdaj 3 tedne, a zdaj moramo oči začeti delati. Ne, kar zgodi se. Zato, ker je matrica zadaj. Ker je neka inteligenca narave. Ti moraš pa poskrbeti za to, da to dobro hraniš. Podpreš, da je nevarna. In bi zaključil pravzaprav s tem moč fokusa, kakšne so na nek način predpostavke, ki jih jaz sam sebi, pravzaprav, ki jih ozaveščam, ko se lotevam kakšnih stvari. In mi vedno boljš uspeva, se mi zdi. Se nekaj pa tudi kilometrina šteje. Pa valovanje gre tako pa tako, ne gre nič drugače. Vesolje, spet lepa beseda, je vso olje, ki ga imamo na razpolago. To je božja mast. Podmaš si življenje. Kako? Ja, tako priklop se, lej gor, nekaj rečemo. Vdihan pa od tega duha potegn dol. V dihalni znanosti se danes ve, ne gre za kisik, gre za električni naboj, za elektron, ki da naboj, ki gre na železo, na hemoglobin. To je ključno. Naboj. In kad ti globoko dihneš, ne dobiš čisto nič več kisika v celico. To znajo zmeriti. Pravzaprav je lih obratno lahko. Naboj dobiš. Poln vdih je velik teh elektronov. Zdaj pa, če imam jaz tukaj eritrocite, ki čakajo, da to pelejo preko železa, ki se prilepi gor do, ker se ne dobi naboj do celic, evo, imaš naboj v vsakem organu, v vsaki celici. Zato je tudi polno dihanje pomembno. Vesolje je mentalno in duhovno, živo in se zaveda. Mi smo bitje znotraj bitja. Tako kot so jetra, bitje znotraj mojega bitja. Jetra imajo svoj torus in živijo svoj svet. In kar rečem, na jetra mi greš, jaz to vem, iz kje sem povedal. Iz jeter. Jetra imajo to funkcijo. In ti dajo energijo, da nekaj narediš s to jezo, recimo. To je, jeza je energija, ki je bila zajezena. Zdaj pa boš odprl jez, ker če ga ne boš odprl, ga bo podaril, takrat, ko ti prekipi, pa vidiš, kaj narediš. Poplava, vse uničiš pred sabo. Tako da je tudi jez treba, jezo treba dobro dozirati. Torus je bitje v bitju, to smo to povedali, se pravi, predstavljajte si zdaj tako, taka bitja, ki so v nas, in mi smo eno bitje znotraj drugih bitij in med sabo, in zdaj to vse nekako se mora uskladiti. Zato so tukaj glasbeniki, skladatelji. Srce je srčika, je os vrtinca v torusu, to spet lahko predavanje zase, ampak imamo 2 torusa na nek način, ki se stikata. Torus gre tudi za trenje in potem proizvaja neko energijo. Zakon o ohranitvi energije igra to vlogo, nič ne boš od nikjer vzel, pa bo tam manj. Če predpostavljaš to, vse je eno. Tudi mi smo del enega. Zato nam ne sme biti vse eno. Zato moraš tako do življenja, kot do bitja ravnati. Kot do živega bitja. S tem odnosom se vstopa v polje. Rožica lepše raste, če se z njo pogovarjaš.
Ne? In ko to dobiš, se pravi, če tukaj vzamemo, bo sem nekaj pretekalo. Tam ne bo praznine. Tudi to si ustvaril. In kako ustvarjaš, je pomembno za bitje. Ker če ti do mene prihajaš z lepo gesto, z nečem, lahko veliko dam. Sam vem, da nekje tudi nekaj dobivam. In tako se tudi polje obnaša. Kaj pa daješ? Ok, hvala ti, nazaj tudi tebi. Nič drugačno gre to. In igra in igrivost. Kdaj ste se nazadnje razigrali? Kaj to je igra? Ko si igriv, si pravzaprav najbolj poln. Črpaš energijo, te naboje iz mnogih strani. Sploh hlačen nisi. Rabiš hrane, ker se hraniš. Itak smo energija. Hraniš se s projektom, ki ti rad, z družbo, ki je fina, s pogovorom, z bližino drugega, z naravo. To je to. In te napaja. Ne? In za konec še teh 7 hermetičnih principov, ki v bistvu na nek način res veljajo. Princip uma kot princip zavedanja, polje zavedanja, vse je mentalno. Itak rabiš idejo. In to idejo treba prizemljiti. Iz nebes, iz raja, dol do zemlje. In kaj na zemlji pač rata tudi malo, ko smo prizemljeni, ne? Ni več tako rajsko, je tudi malo umazano pa blatno. Zato se pač osnovna higiena. Se stuširaš. Tako da težko je, verjamem, perfekcionistom. Ampak prizemljeni smo. V vicah smo. Zato meni ni blizu, kaj ni rečejo, pejt ven z glave, ven z uma. Pa bom neumen, ne grem ven z glave. Ne? Ampak oboje sinhronizeri in srce in to je ključno, to je ta srčna matematika. Zrcaljenje, to je pravzaprav ta princip fraktala, tako zgoraj kot spodaj, tako zunaj kot znotraj. Tak, ki si ti, tak svet se ti bo zunaj pripeljal. Zato pač glej, kaj delaš, ker boš itak to nazaj dobil, konzumiral. Vibracije, ne, se pravi, to je ta nitka, ki je pripeta v nebo pa zemljo in zdaj vibriramo, to se da čutiti, vse na nek način vibrira. Vibrira tisto, kar je prizemljeno. Če ni prizemljeno, in pol začutiš nekoga, ali pa nekaj. Ne zveni to v redu, ker niha nekaj brez veze. Prizemljiti, pa struna lepo uglasiš in dela, ne? Proizvaja zvok. Polarnost, veš, fajn je vdihniti. Pa ni to dobro, dajte orenko vdihniti. Ker izdih je negativen. Dajte še malo vdihniti, no? Tudi izdihniti moraš. Kaj češ? Ampak to je mimogrede najboljši vdih za sprostitev tako, da nekaj tako še praktičnega odnesete. Ne? 2krat vdih. To je instant sprostitev, znanstveno dokazana, boljša od vseh počasnih dihanj in tako naprej. Sprav 2 vdiha, pa dodaš, ustvarjaš napetost in zdaj, ko si napet, zdaj se pa lahko sprostiš, a vidiš, kako dela princip polarnosti. Če se hočeš sprostiti, daj se dobro napni najprej. Ne? Ritem, ne? Spol, feminilno, maskulino, yang, yin in tako naprej, to so vse pač zakonitosti, ki veljajo, pa zakonitost vzroka in posledice. Na koncu sem dal en svoj citat iz knjige, ljuboživo naj utripa vsako bitje, saj prežema ga vesolje nitje. A želite videti, kaj je to ljuboživost v praksi? Ok, 3 minutke imam. Vstanite, pa se obrnite tako v parih skupaj. Zdaj, to je taka luštna igrica zavedanja, komunikacije. Ne? Komunicirali smo čez 2 kanala, oziroma najprej enega beseda, potem smo gib dodali, slika, potem pa samo slika. Ne? In je bilo lažje, ali sam beseda, ali pa samo gib. Kar je vmes, a vidiš to pozornost, koliko se moraš zavedati. No in nadaljevanje tega, višja stopnja tega je, da se zaveš, tako da nisi več jaz, taj pa drugi, zdaj so pa mi dva eno. In postaviš svojo zavest tako gor in v bistvu ti oboje delaš in ta oboje dela in to teče lahko, z malo treninga itak se zmojstrimo. Ne? Tako da evo, malo več kot pol urce šlo mimo, jaz sem vas skušal malo z druge strani pripeljati,
tako jaz vidim ta na svet, tako živimo, ne? In naj nam bo to sveto, konec koncev, kar se sveti tukaj. In Daniela, hvala ti in naj nas vodi to v novem letu, ne? Naj bo epsko, zate pa ena knjiga. Iskrena hvala. Iskrena hvala. Daj nam, tako lepo je bilo povedano, kam lahko usmerimo svojo pozornost in tudi natančno preberemo besede pa njihovi deli, ker oni skrivajo kar veliko informacij za nas. Moramo samo biti bolj pozorni. Kako dobro smo gospodarili z organizacijsko energijo v letu 2024? Kdo so prejemniki certifikatov dobra organizacijska energija in kdo zmagovalci? In kako skrbni in inovativni so najboljši pri ohranjanju zmagovalne miselnosti in psihološke vitalnosti zaposlenih? Skozi zaključni del dogodka nas bo popeljala dr. Daniela Brečko. Danielo mi vsi poznamo in jaz osebno zelo srečna, da poznam Danielo toliko let in sem imela take izkušnje, ko ona mi tako veliko pomagala, da ne vem, ali sama to ve ali ne, ampak jaz sem bom hvaležna do konca življenja. Daniela je direktorica inštituta SOFOS, ki se ukvarja z upravljanjem znanja in razvojem talentov. Verjame, da je vsak človek kot zaklad, ki poseduje izbrane talente. In tudi meni je pomagala verjeti, da sem tudi zaklad. Lete pa je potrebno najprej odkriti in na to skrbno negovati. Daniela je izredna profesorica za menedžment na MLC Ljubljana, fakulteti za menedžment in pravo. Je tudi aktualna predsednica EMCC Slovenije, Združenja za mentorstvo in coaching, ki je del mednarodne mreže. Po duši in srcu pa je Daniela strastna raziskovalka, to pa poznamo, ki področje organizacijske energije v slovenskem prostoru raziskuje že od 2006. Od leta 2016 pa je vodja nacionalne raziskave Organizacijska energija, kjer povezano sodeluje 16 razvojnih in drugih partnerjev. Lepo prosim, na oder. Lahko prosim en aplavz. Najprej bi se želela zahvaliti partnerjem v bistvu raziskave, ker dejansko nam res vsako leto znova pomagajo tako ali drugače z svojimi nasveti, z novimi uvidi, tudi z novimi v bistvu razmišljanji o tem, kam gremo z našo energijo. Sicer pa na kratko, da predstavim orodje oziroma ozadje raziskave. V bistvu čas raziskave sedaj po novem, smo malčkem bolj fleksibilni, lahko se pravzaprav celo leto vključite v raziskavo. Potem podelitev pa je seveda enkrat na leto, da potem sumiramo, kakšno je bilo v bistvu stanje v letu, tako da bomo zdaj povedali za preteklo leto. Tako da število sodelujočih je bilo 47 organizacij, od tega 8 majhnih, 23 srednjih in pa 16 velikih. Od tega vidimo, da je v bistvu gospodarski sektor bil letos celo v manjšini in da se je bolj angažiral celo negospodarski sektor. Vsega skupaj pa je bilo letos 5334 respondentov. Velike organizacije, veste, da lahko merijo tudi vzorčijo lahko, tako da jih je zaradi tega tudi praviloma ne zapolnijo vseh oziroma ne sodelujo vsi zaposleni. Zagotovo vas najbolj zanimajo rezultati, torej v precepu energije produktivnosti, energije udobja, energije malodušja in energije razjedanja. Kot vidite, v bistvu imamo na eni strani moč, na drugi strani pa nek način smer energije. Smo namerili naslednje rezultate. 71 točk od 0 do 100, za tiste, ki mogoče to prvič poslušate, v bistvu je bil 71, torej je kar dobro, idealno bi bilo, če bi bilo 80 ali več. Tako da energija udobja, ki sicer je tudi potrebna, ne jo preganjati iz naših življenj, rabimo se tudi regenerirati, dejansko je tudi 71, tako da tudi ta podatek je dober, fino je in optimalno je, če je 70 ali več, s to razliko, da je pa fino, da je produktivna energija vendarle večja, to smo že tudi povedali, tako da tukaj smo na istem. Energija malodušja, v bistvu, nekako jaz jo vidim kot najmanj zaželeno in tudi celo mogoče najbolj nevarno energijo, to pomeni apatičnost, v bistvu nič se nam ne da, tako rekoč, je v bistvu 29 točk, optimalno bi bilo 25 ali manj. In pa energija razjedanja, v bistvu vidimo, da jeza je še malo prisotna, je 34 točk, to se pravi, v bistvu optimalno bi bilo tudi 25 ali seveda manj.
To smo torej namerili letos in indeks, ja, enotni indeks organizacijske energije, ki meri razmerje med, bom rekla, kvalitetnimi in manj kvalitetnimi energijami, je 2,25, za lani, če se spomnite, je bil 2,19, ja, v slovenskem povprečju. Tako da malo smo se dvignili, ta indeks je kar občutljiv. Tako da tukaj si lahko na hitro ogledate tudi v bistvu rezultate v kumulativi, se pravi za 3 leta skupaj, za nazaj, ne. Tako da vidite, da v bistvu nekako ne. Majčkeno smo boljši od lanskega leta, nismo pa še dosegli leta 2022, tako da se pomikamo proti temu. Upam, da nam prihodnje leto vendarle odskočimo od tega. Ja, v bistvu tukaj vidite tudi še, ne, v primerjavi z optimalnim stanjem, ja, tako da pravzaprav, ne, smo nekje boljši torej, kot leto 2022, vendar ne, v bistvu ne, boljši kot leto 2023, ne pa boljši kot leto 2022. Ja. Tole v bistvu je optimalni indeks organizacijske energije, torej 3 znaša, vidite, da v bistvu leta 2022 je bil 2,69, 2019 je bil lansko leto oziroma predlani, ne, in merimo za nazaj in v bistvu leta 2024 je torej 2,25. Zdaj to ne bom kaj podrobno razlagala, hočem pa samo reči, da v bistvu vendarle imamo veliko priložnosti, saj da govorim za podjetja slovenska, na področju v bistvu, kako dejansko motiviramo ali pa privabljamo ljudi v naša podjetja. Povezanost je relativno majhna, ne, to pomeni nagovarjati bi morali bolj vrednote, bolj prvič poznati vrednote ljudi, a ne, kaj pravzaprav ne, razmišljajo, kaj čutijo, kaj dejansko, ne, v bistvu, kaj je za njih pomembno, bi lahko rekli. Tako da tukaj smo še kar precej slabi, ne. In pa tudi sama vsebina dela, no tukaj smo sicer malo boljši, bo še vedno na nek način ideja, da bodo morali menedžerji znati osmišljati delo, ne. Človek se vedno sprašuje, ne, zakaj sem tukaj, čemu prispevam, ne, in kaj je smisel, ne, tega, kaj počnem. Tako da predvsem to. Medtem so pa nekoliko boljši pa v smislu zadrževanja energije, se pravi neke vrste podpora zaposlenim, bi lahko razumeli kontekst, in pa klima je pa nekako tudi kar dobra, ne, če imamo v mislih, da seveda klimo merimo tukaj predvsem, ne, in pretežno kot v bistvu odnose med zaposlenimi, ne, tako da to očitno kar deluje. Ja. Tako da tole tudi kaže splošno sliko, ne, da pri v bistvu sproščanju energije, da smo nekoliko slabši, smo pa mogoče boljši pri zadrževanju, ampak oboje mora funkcionirati, ne, da lahko potem tudi kaj zadržimo. Ja, razlika med gospodarstvom in javnim sektorjem, to je vedno zanimivo, tako da poglejmo še tukaj, ne, majčkeno se tudi, bom rekla, izmenjujejo rezultate, enkrat je gospodarstvo boljše, včasih je tudi, ne, v bistvu javni sektor boljši. Tako da ja, tokrat se je izkazalo, da je v bistvu javni sektor nekoliko za, ne, gospodarskim sektorjem. To so razlike v torej, enotnem indeksu organizacijske energije. Ja, če gremo pogledati še majhna, srednja, velika podjetja, kot že smo nekako kar vajeni, so v najboljši koži srednja podjetja, medtem ko majhna tokrat ne, čeprav bi predvidevali, da je mogoče lažje tam vzdrževati energijo, ampak ne, medtem ko velika podjetja so praviloma vedno za srednjimi, ne. Tako da je pa tudi seveda bolj kompleksno okolje in je verjetno tudi to v bistvu eden izmed razlogov. Ja, še kumulativno poglejmo, torej če pogledamo obdobje 3 let za nazaj, ne, tako da nekako tukaj se gibljamo, tako da v bistvu, ja, nekako majčkeno bi si želeli več produktivne energije in pa seveda manj energije malodušja in manj energije razjedanja. Toliko v bistvu o teh suhoparnih rezultatih se bomo potem tudi objavili, pa vendarle, no, tako da v bistvu smo vedno veseli, vedno bomo še to počeli, zato ker dejansko spodbujamo, da ljudje sploh razmišljajo o tem, ne, da v bistvu in dejansko nam to tudi uspeva, no, potem in zato vsako leto tudi podelimo certifikate podjetjem, organizacijam in podjetjem, ki so dosegla ali pa presegla indeks 2,5. Ja. Tako da to je merilo, jaz ne vem, je ta v bistvu standard previsok, ampak ne bomo ga zniževali, smo se odločili. Tako da včasih, ne, v bistvu je več dobitnikov certifikata, tokrat imamo torej 3 in bomo v bistvu pogledali, kateri so to, ne. Tole najprej bomo povabili Slovensko turistično organizacijo. Alenka Malenšek Breznik,
vodja službe za pravne, kadrovske in tehnične zadeve. Čestitam. Pa bom jaz Alenko prosila, jaz sem zelo vesela, da Slovenska turistična organizacija sodeluje v tem in da tudi seveda dobiva, skoraj da, v bistvu redno, tretjič priznanja, ker v bistvu Slovenijo imamo vsi radi in v bistvu predstavlja Slovenijo na nek način tujih trgih in ja, krasna energija. Tako da se pa beseda tudi. Na poti sem razmišljala, kaj je doprineslo k temu, da smo prejeli to nagrado. In vsekakor je bilo več elementov, po mojem mnenju. Eno je, da smo digitalizirali letne razgovore, razvojne razgovore, potem, da smo okrepili komunikacijo z zaposlenimi, organizirali tudi veliko dogodkov v živo, strokovna ekskurzija, razširjeni kolegiji, sektorski kolegiji. Nadaljevali smo z usposabljenimi fokusnimi, kar delamo že vrsto let, in nenazadnje tudi to, da izvajamo 35 ukrepov znotraj certifikata Družbeno odgovoren delodajalec in družini prijazno podjetje s področji trajnosti, družbene odgovornosti in lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Gonilna sila tega certifikata je pa tim za družbeno odgovornost, ki je sestavljen iz 8 zaposlenih, ki pokrivajo vse sektorje po sestavi, spolni, starostni. Smo noter v timu in tudi sindikalna zaupnica. Tako da eno z drugim je zagotovo pripomoglo, da je energija v STO v lanskem letu bila odlična. Hvala. Še kako naprej. Prejme tudi certifikat. Sem zelo vesela, da je med nami danes. Ja, je firma DVSoft, podjetje DVSoft. Vsi ga poznamo po svojih prebojnih dosežkih. Prosim, gospod Alenko Mauer, HR generalist. Čestitam. Najprej iskrena hvala v imenu DVSofta za vso pomoč, za vso podporo, za vse povratne informacije, diskusije, pri merjenju organizacijske klime v preteklem letu. DVSoft je visokotehnološko podjetje iz Trbovelj, ki se ukvarja z merilnimi instrumenti in s tem pospešujemo tudi tehnološki napredek človeštva. Mi v podjetju radi rečemo, se pohecamo, pa pravimo, da delamo stvari, da bo svet lepši in boljši. In za vsem tem, to se ne zgodi po naključju, za vsem tem stojimo predani ljudje. Izpostavila, glede na to organizacijsko klimo, energijo, bi izpostavila pa 3 zadeve, in sicer model solastništva. Pri nas je več kot polovica zaposlenih tudi solastnikov podjetja. Potem je naša kultura. Naša kultura je zelo stimulativna, svobodna, prijazna, topla. K temu prisostvujeta tudi kulturi tikanja, kultura odprtih vrat. Tretja stvar so pa naše vrednote. Naše vrednote poznajo vsi v podjetju, ne le, da jih poznajo, ampak jih tudi poistovetijo ter živijo. Hvala. Sedaj imamo še eno podjetje, ki pa hkrati tudi zmagovalec izbora, zato smo ga pustili za zadnjega, za konec, in to je v bistvu družba RLS Merilna tehnika. Prosim, Špelco Plančar, vodjo HR projekta. Z veliko častjo sprejemam tole priznanje za celotno podjetje. Kaj ne povem, na kratko, pri nas vse delamo z mislijo na odnose, začne se s kulturo in vrednotami, postavljeno zelo lepo strani vodstva najvišjega in tudi živeto, predajano vsak dan in negovano strani vodij, mentorjev, ki jih tudi redno izobražujemo in opolnomočimo, da res znajo to odgovorno vlogo peljati, razvijati naše sodelavce, pustiti prostor za dialog, za ustvarjalne ideje, da vsak lahko res zasije v ta pravi barvi in v ta pravi luči. Začne se že z onboarding procesom, kjer se vsak novi zaposlen lepo seznani s temi našimi vrednotami, s kulturo. Takrat je pa tudi položeno vsakmu v odgovornost, da smo vsi soustvarjalci tega okolja. Tako da vsem sodelavcem tudi hvala za spet priznanje, za spet eno lepo potrditev. Vsakič smo veseli teh rezultatov, dobrih rezultatov, pa tudi kakšnih slabih ali pa ne toliko dobrih, zato da vemo, kje še imamo kaj za podelati. Hvala. Hvala.
Še enkrat želim vsem iskreno čestitati in vas vabim, da seveda spremljate v bistvu nas tudi naprej, da tudi glede na rezultate, ki ste jih prejeli, mogoče sprejmete kakšne ukrepe, tudi če je krasna energija, treba nekaj narediti, da jo vzdržujemo, ni to v bistvu čas za spanje ali pa na lovorikah. Tako da in upam, da se v drugo leto seveda zopet srečamo z takimi in drugačnimi rezultati. Predvsem pa mislim, da in želim, da bi bili leti še boljši, da bi res šli v nebo. Čestitke in en aplavz še enkrat vsem skupaj.